Si kdaj seksala že v svojih nogavicah? Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljšem podcastu v Sloveniji. Like, comment, share, Subscribe. Dobrodošli za danes z vami Rimanič Jure in Jure, koga imamo na naši desni. Danes imamo na naši desni Tino Mentol, ustvarjalko, podjetnico, umetnico, šiviljo, žurerko in še veliko več. Dajmo jo malo bolj spoznati danes. Dober dan, Tina. Ja, in diplomirana filozofinjo, etnologinjo in kulturno antropologinjo, in magistro etnologije in kulturne antropologije. Uj, bem Okay, tiš. thank you, ja. Ok, dobro. In kaj to pomeni? Ma, hoci tam, po mojem moraš pri filofaks končati, da veš, kaj to sploh je. To v bistvu jih učijo v prvem letniku, kaj so te njihovi nazivi. Ja. Kako napisati pravilno to izziv? Oziroma, pri nas je tako, da diplomiraš in pa ne znaš napisati, kaj si, kdo si in zakaj si. For real. Pestro. Tina, ko je bil kaj tvoj teden? Ma tako. Kaj si kaj počela? Ma nič, kakor ponovadi. No? Kako neč? Kako neč, če v non-stop, ko vidim tvoje storije, vedno si nekje, vedno nekaj delaš. Grem v avto, vaprem Spotify, Okay. dajem play, pa takoj začne svirati metal in pol gremo. Ti si Pa ful dam še metalka, ne? zred jezicu in pa me 3000 ljudi kliče, ker se ne oglasim. In pa pridem do fitnessa, sem na fitnessi, pogledam telefon, vidim spet pizdarije, pa tako objavim 4 storije. In Po tako- 4 tipi te čakajo pred fitnessom. Ja, tako. 1, 2 noter. Zjutraj vstanem, takoj v kafe, pali ignor vseh klicev, zihar do 9. Zaradi tega, ker če si ti človek, ne boš klical pred 9. Pa čeprav si jih tudi rabi ob 7 zjutraj, noben. Poštar? Ma poštar ima vape, da rabi tam pastati paket noter v lokalu. Ja, lahko moraš podpisati. Ma to podpišejo oni. Mislim, tako, pač nek osnoven bonton mora biti. Pač tudi tam je napisano, jaz delam pač ko javna uprava. Od 9 do 11, če je, ali pa se kliče po kosili, tudi če jaz jem ob 4 popoldan. Tako neki do 3, pa lej, do 6 se javim, nema veze. Pa naredim za klijente, pač kar rabi, objavim na socialnih medijih, pogledam, kaj pri meni dogaja, ignoriram tudi do zvečer. In pa vmes imam live. Torej, Ja. pestri dnevi. Ne, ja, zdaj so, zaradi tega, ker imam glavno sezono prodaje nogavic, pa 2 odprta projekta. Ne Povej, vem, kako si začela prodajati nogavice? je tako, da sem, ko sem pisala magistersko, sem gotovila, da pač imamo ful premalo nekaj... Nogavic. Ne nogavic, ampak jaz pač moja magisterska temelji na tem, da se ukvarja z narodnimi jedmi. In takrat se je bližala pač, da bo Slovenija gastronomska regija. In sem rekla, bomo mi sploh kakšne stvari, ki lahko promovirajo našo hrano, brez tega, da so prehrambeni izdelki. Zaradi tega, ker ne vem, potica ni zastopana skozi celo leto. Sem pač iskala neko stvar, katero pač lahko, tudi kranjska klobasa, ne, ta prve 2 izdelka so bile kranjska klobasa, pa slovenska potica pač v obliki nogavic. Ki jih tudi ne moreš, ne vem, na avion glih vzeti, zaradi tega, ker določene države imajo prepoved. Ja, uvažanje hrane, ne? Ja. Uvažanja Valjda. pač mesnih izdelkov, ne vem, letiš v arabsko državo s kranjskimi klobasami Težko, v ja. kovčki, ni glih v redu, ne. Naredila sem še za rebulo, imaš cviček, imaš teran. Mislim, zraven vsega je bila pač napisana ta zgodba. Ampak zdaj reči, to je bilo vse na nogavicah. Na nogavicah, Ok, ja. ok. Mislim, še vedno je. No, in pa je bila fora, da so me pa začeli frendi, zaradi tega, ker je bila jaz tako bolj nacionalno ozaveščena in pač tako ful za slovenski narod, bla, bla, bla. So me začeli zafrkavati, da kdaj bo pa burek. In sem rekla, lej, na burek ne bo nikoli na sloks. A ne, sloks so pač ta brand, kateri ima slovenske elemente. In sem rekla, veste kaj, bom pa jaz zdaj naredila, a ne, nekaj, ki bo čisto ločeno, pa bo zastopal širše. Ne? V bistvu sem jaz takrat rekla, naredila Slavsoks. Kako Slovenc prepozna drugega Slovenca? Imamo po mojem tudi neke Vizualnosti. vizualne Ne, pač po nekih značilnosti. skupnih elementih. A ne? Če ti vidiš
mi imamo Slovenci, smo zelo tipični. Mi imamo tukaj neko grdo, to zeleno, za športne drese, pa plavo. Ne? Ti, ko vidiš to, na smučišču vidiš ti nekoga oblečenega, ti se rečeš, pisa ta zihar Slovenci. Mislim, se pravičujem, a vi tako blip? Ne, okay, ne, je v redu. Ampak kaj, čakaj, te ustavim. Jaz pa se s tem ful ne strinjam, ker mi smo z obale in jaz tega ful ne čutim. Ja, zaradi pač tega, ker meni se zdelo tako. Meni tudi Kranjska klobasa ni bila tako blizu, dokler nisem jaz začela živeti v Ljubljani. Ne, Ljubljana. Ok, pustimo tudi fanta, ne, mogoče sem bila tudi Kranjsko dobro klobaso. Mal promocije. Tako. Ja, mi ful ni bilo blizu, zato ker pač mi tudi, ko smo delali klobase, mi jih tudi nismo dimli, meni je bilo to tako, ok, pač nisem imela tazga respekta do Kranjske klobase, dokler nisem mal bolj škurt pač raziskovala, jo bolj spoznala in to. In tudi, reka, sploh Primorci imamo malo drugače tale slovenstvo. Imamo čisto drugo. Imamo druge klobase. Pač pri nas ta OF svetoven praznik, pač drugače full beta, ne. Takrat, ko so prišle Baby Vans z OnlyFans, ne. In jaz tako vidim na storiju, da je tako, OF, pa je sunama, kera mona pizda, če tu je aprila 27, mislim, kaj ta OF pomeni, ne. In jaz tako pač ta OF, pa je sunama pizda, mogoče je tako, da res ona, mogoče pač, ne vem, ona je ful tako domoljubna, ne, osvobodilna fronta, pa to, ženska promovira OnlyFans, veš, jaz sem bila sam tako. Nice. Prav, tudi alkohol, se mi zdi tak slovenski šport. Pa seveda. To tudi paše na nogavice, se mi zdi, ne? Mislim, da smo zmeraj med top 10. Smo vedno v top 10. Pač, tudi tako. Poznam dosti ljudi, ki zvišujejo to povprečje. Ja, odlično. Pač, led, oprosti. Pivska kultura in vinska kultura je tudi kultura. Pač. Ja, okej. Spet, smo čisto drugo pit na obali in pit Gorenci Štajerci. To je čisto drugo pit. Tukaj je ena, veš, kaj bom jaz zapusta, Senica bom, ne? Zdaj tako malo se učim, ne? Oni flajškujem že imam za... Kaj boš Senica? Ja. Kaj je to? TV Popper. Lepo, vidiš? Kakšen Primorc si ti, ko ne poznaš TV Popper? Ja, do the research zdaj. Kaj res ne poznaš TV Popper? Spomnim se, kaj je bil TV Popper, ne kaj je Senica. Veš, kaj je Senica? Oj, tam za goro. Fak, res ne vem. Ne, studi. Ne, v glavnem... Ti si še mlajši od mene, da prodajete. Čakaj, zdaj moram vedeti to. Ko on ima tako, tam, kjer ni vina, tam ni Boga, živela Primorska, Štajerska, Dolenjska in Bela krajina. Čekaj, TV Popper, kdo je vodil TV Popper, kaj uni? Kobal. Kobal je bil, ja, Ful Kobal. različnih, ful dobre skeče so imeli, se mi zdi, oni so bili takrat kar dosti radikalni. Jaz to ne vem, zakaj še ne vrtijo po televiziji. Mislim, res je bilo zabavno, a ne? Ja, recimo tudi... Okay, kaj je to za vse tiste, ki ne vejo? Ne gre tako, ne morete tako ekstremno zastavljati nekih tez izhod Senica, ne morete. Ustrajam pri tezi, da tam, kjer ni trte, ni Boga. Stop, zdaj smo šli v PM. Govorili smo o tem, kako se prepoznamo z elementi med sabo, a ne? Tako. Ti mogoče, ko vidiš nekoga, ok, zdaj pa to bom mogoče malo čuden zvenelo, ne, ampak rečeš, ok, haha, ti so zihar najše, če vidiš neke Srbijance ali pa Hrvate v tujini, če tam nekaj razbijajo, pa če začnejo tam oni, ti jaj, nočas, koktel ljubavi, ona, ja, a veš, pa tako vemo, da se lahko z njimi malo poveseliš in podružiš, a ne, ali pa, ne vem, si tam fucking na letališči in pol čuješ tam une jebote, a veš, to so tako neki elementi, ki nas združujejo, hočeš, nočeš, ki jih stokrat še slišaš, a ne. Ja. Pa sem se rekla, ok, za ta prvo kolekcijo, bila je korona, nisem imela neki full casha in sem rekla, ok, pač bom jaz naredila 6 elementov in bom fukala vse cash, ki ga imam v to. In sem zbrala Ajvar. Ajvar si deli 8 držav na Balkanu, s tem, da Slovenija 1997 Ajvar zaščitila kakor blagovno znamko in ostali narodi Ajvarja v Nemčiji niso smeli prodajati kakor Ajvar. Kako jako? Ja. To je res OG move. Jako, in pizdo, koliko dejstev imaš ti? Ja, dragi Okay, moj, nekdo je strokovnjak, ja. Okay, In potem sem zbrala rakijo, zaradi tega, ker rakija je povezovala en element, rekla, med mrskerem, oziroma pač jaz verjamem, da so Srbijanci najbolj ponosni na svojo rakijo, ampak v takšni ali pa drugačni obliki se nahaja povsod, a ne? Če se naredi na rakijo? Za ščešp. Ščešp?
Ampak lahko tudi z dunje. Šama rakija narejena s polovico ščeš, polovico pa z dunje. Čakaj, dunja je neka drugačna. Neka dunja. Drugačna češpa. Drugačna češpa. Ne, rakija, vedno je rakija. O poznavanju češp, jaz poznam sam češpe, ko sem z Brkinu. Od drugih češpah už pa ti kaj več vedel, če jih dobro poznaš. Na Brkinih so sladke češpe, lahko priznam. Hvala, pa tudi tam Brkinka, okera češpelca. Kaj? Ti imaš nonos z Brkinu. Ja. No, spregarja je. Ja, moj nonos spregarja, ja. Potem sem šla Čevapo, ki je bilo malo bolj tako, zaradi tega, ker pa mekaniča, trdiča, sem naredila kar hashtag Čevapi, oziroma Cevapi, zaradi tega, da se tle izognemo srpski klasifikaciji Čevapo, ko oni imajo tako, vse se razume, da je Slovenija ful razdeljena na te občine, a ne? Ampak srpski Čevapi je to še slabše kot slovenske občine, a ne? Je ful pod kategorij. Ja, pa so ti bosanski Čevapi, pa ali tak, pri nas Slovenci nimamo Čevapo, a ne, imamo v bistvu mestne svaljke. Ampak imamo pa Čevape, pa propagirajo. Ne, mi rečemo Čevapčiči. Pa tudi Čevapčiči, ja. Čevapčiči. Se zdi tako, ja. Pač to je poslovenjen Čevap. Ja, potem sem se pač odločila burek, zaradi tega, ker burek je tudi en element, kateri se pojavlja pri vseh narodih. V Slovenijo je prišel 1960 skupaj z prihodom pice in z migracijo. Šele takrat? Ja, v obliki fast fooda pač v Ljubljani. In sicer zaradi tega, ker so pač začeli pripravljati, da smo imeli v bistvu teh migracij delavcev, ko so prišli z juga, ker se je ful gradil takrat in bloku itd. Neki po vojski, tudi ljubezni so se sestavljali, ko so imeli, ne vem, vojašence, ti naborni. Kaj je to Jugoslavija v bistvu? Ja, v obdobju Jugoslavije in je pač prišel burek, kakor pač ena popularna stvar, zdaj, ko so pice z družmi, pa to, pa tako. Ko pride pol, združiš pico in burek dobiš? Kaj? Pica, burek. Ja, to je drugače tudi neka slovenska posebnost in mislim, da je to kar... To je res slovenska posebnost? Ja, pa po mojem vsi poslanci, ko grejo, če grejo v peko, vidijo pač prvo to, a ne, tako. In pa je pač, takrat smo dali to 4. decembra ven, 2020 in... Slav Soks govorimo. Ja, Slav Soks. Kaj pa Slav Soks? Kdaj se bilo Slav Soks? Eno leto prej. Ampak je bilo to bil res tako kar bum, a veš, kaj sem pa gledala, jaz sem postavila spletno stran ful za joke, vse še vedno kar joke, in sem začela videti, a veš, kaj vidiš, ki prehaja. Jaz vidim tako tam, kar tako, nekdo si ful deli ta link po Telegramu, po Twitteru. Vsi tej, ko pride... Vsi socialni mediji in pa sem v bistvu tako, Slav Soks, ne da so uspele zaradi mene, so uspele zaradi ljudi. Jaz ne vem, kako se mi Slovenci ne identificiramo z lipovim listom, a ne? Ja, bolj ne. Vidiš, Primorci, se ne. Bolj težko, a ne? Se ne. Primorci se z besedo član. Ja. Identificira, to, ki mi uporabljamo, recimo. Ja, vidiš, tega ni gor, ne? Pač mi smo klasa zase. Mi nismo to. Mi smo tudi nekako to tvojo logiko provali uporabiti. To ima pa spakirano skladišče. Tako dobiš, ko naročiš. Ne, jaz imam skladišče zdaj le še na GLS-u, zaradi tega, ker mi pomagajo z distribucijo in moram dopeljati stvari v zalogo. Dej, ko me je malo sramno. Jaz sem tako doma zavila, da se kaj ne omaže, da ne pride v strik s prahom, dej ne metle. To ste nogavice, lik tako. Ne, lik tako, niso pač v plastiki. Jaz sem jih pač dala v ta nek bio-polivinil, ki sem ga naročila. Oziroma, veste kaj tako, full beta, ne? Jaz se full trudim, da sem trajnostna znamka. Ja, pa plastiko. Ne, zdaj bom jaz povedala. Imam te polnozrnate etikete gora, ne, z recikliranega papirja, itd. In pa jaz naročim kompostabilne vrečke, a ne, dam za njih malo urje denarja, a ne, pa skoraj jetra prodam, a ne. Boga jetra. Ledvico raje. Ja, ledvico raje. Jetra ramašena, jetra mašena. Zmanjkalo ledvice, rekla treba drugo. Ampak, veš, in pa ali pridejo z Kitajske, čeprav piše, da so v Nemčiji, zamotane v toliko plastike, da jih nisem mogla nanka pakirati. In pa jih, takrat sem še delala s Pošto Slovenije, sorry, Pošta Slovenije.
sem z GLS-jem zdaj, tako da... No, in takrat je bilo tako, da prej, ko je to prišlo do mojega kupca, je to razpalo. Ojej, pa kaj so imeli vlažna skladišča, ali kaj? Jaz dobim sliko, ki mi folk pošlje, pač, bilo je takrat, začela sem jih porabljati poleti, a ne? Enmo se je res toliko se grev ta nabiralnik, da je raztopilo tako postabilno. V kocijeto je bila ta kocijeta tako masana. Pa je bilo po zimi, ko je pač itak namočilo, a ne? Ja, se razpade itak. Prinesel v stanovanje itak luknja v vrečki, tako da se v miši pojeli. Pa sem šel, na reciklirane vrečke, ne? Pa stari polovinili, je pa stvar taka, ne? Ker so rabi bilo tako, da je videti skozi, so to neki bio zadeva, neki fla, ki zgleda kot plastika, ma ni plastika. In pa najboljš, ko pač pripeljem, ko imaš to tako doma, ne? Plačaš za to ful gnarja. In pa pripelješ pa tako, pa kako trajnostna znamka, pa pač pakirano tudi tako v plastiki. In pa tako, zdaj nekomu, ne? Obrazlažiti v 20 minutah, kaj je bioplastika, ali pa nekomu reči, ja, res malo je drag. Kaj je bioplastika? V eni minuti. Daj mi mir, pač. A sem študirala kemijo. Kaj je znam, kaj je? To piše na vrečki, da je bioplastika, jaz to kupam. Greenwashing. Mislim, v smislu pomeni bioplastika, da se reciklira, da se razgradi. Ja, v bistvu bioplastika po mojem ne bilo sestavljena, če gremo po logiki, a ne? Ne bilo sestavljena z biostvari. Se pravi, tudi nafta je bio. Gremo reči. Veš, kaj mislim? Ne, v bistvu ta reciklaža, vsi pravijo, da je prihodnost. Ne, pa samo greenwashingom, a ne? Ja, itak. Jaz sem rekla, pač jaz bom delala tudi slogs, a ne, in narejen z istih materialov, Ecotex. Je pa tako mal problem pa, ne vem, z dobavo, ker je manj let začakati zaradi samega procesa in certifikacije in preverjanjih in inšpekcij. In je tako, veš kaj, rajš bi jih dal delati kitajsko. Mislim, delam jih pa v Sloveniji, kar pomeni, da to tako gre. Povej mi še nekaj, kaj, to, da je vse eko reciklirano, misliš, da vpliva kaj na prodajo? Ne, pri meni ne. Zdaj se mi tako, bom jaz zgubila pol life s tem, da bom provala folku povedati, pa veš, da je tako v Ecotex, pa je eko, tako, ker ljudi, če nekaj čuje jemat, pač se eni se pa zanimajo, jaz ne bom večino ne briga, ali je eko ali ni eko. Ampak pa jaz mislim, da pri meni je tu nek dodaten bombonček. Mislim, to, jaz bom govoril zase, lepo je, ima oni tvoj bio listek, kot ga danes dol Nogavic. Me ga daš v smeti, ja. I don't care, pač ono... Ja, jaz sem gledala, da kako bi se provala s samo embalažo, čim bolj izogen tega, ampak problem je bil pač lik pri teh listkah, sem jih pa naknadno rabila dati. Kar lani se je ful dogajal, da je folk uporabil nogavice in mi jih je vrnil. In pa jaz nisem imela na spletni trgovini napisanega policija, lej model, če se obujaš nogavico in jo uporabiš, je ne moreš vrniti. Se zanimivo. In zdaj je tako, če odstraneš listek, piše gor na listku, da artikla ni več možno vrniti. A ne? Ker pa drugačno, se valjda ti je logično, da gat, a ne, ki jih porabiš, ne boš šel vnesti v trgovino, ampak ljudi provajo. Ja. Ker jaz tudi tako sem odprla tiste pakete in sem tako... To smrdi. Kaj se misliš v kaj razširiti? Vsaj spodnje perilo ali kaj? A ja, ne, veš kaj... Čijašpa. Poredne čijašpe. Čijašpa. Ne, Kranjska klobasa. Veš kaj sem mislila? Imela sem načrt, ampak je bilo tako, šlo mi zelo po vodi. Dogovarjali smo se, da bi šli na vzhod, se pravi države, Rusijo, Ukrajino, Belorusijo. Zdaj ni dober moment lih. Ja, in sem že naredila suka, bljat, pirogi, vodka. Ni da ni, a ne, in jaz že skor, tako manj prototipe dam v proizvodnjo skor in se ta stvar zgodi in sem tako, zdaj tako. Pa plus tega, da je Slavsok se povezovalni element narodu, razumeš? Veš, kaj bi pasalo še? COVID-19 nogavice. Dragi moj, to je toliko, a boš ti tako podoživljene travo, gremo zdaj malo zaslužiti s tem. Ker kao, lepa memorabilija, to pomaja, če zdaj na 10 let... Ne, se še vedno aktualno. Ma ne vem, če je, a je. Če je kakšen cool dizajnček. COVID-19, fiks, prodalo bi se. Na levo korona, na desno virus. Ali pa daš, ne vem, HIV.
Jure, dovolj o tebi. Kako je bil kaj tvoj teden? Moj teden. Moramo zdaj še malo o nas veš. Kaj je bil moj teden? Moj teden je bil zanimiv kot vedno. Kaj si kaj lepega Kaj počel? sem kaj lepega počel? Bil sem na enem wine tastingu, torej na poskušanju vina Ki pa? v Movi v Ljubljani. A ja, okej. Kaj je okusnega pokusu? Ja, zelo odlična vina, bi lahko rekel. Sicer jaz nisem tak, ko se reče že, sommelier kot ti, ker nimam certifikata. Imaš certifikat? Ja, moraš imeti, ja, šolo. Ja, druge stopnje sem. Okay. No, Pa v zdaj, set, ti bi pa- lahko ja. povedala, Koliko stopen? Imaš Ja, 3, pri 4, prve 10? setu so 3 plus diploma. Ok, hudo. Mislim, odvisno na katero izobraževanje si Izbereš. No, v glavnem, jaz sem ti enkrat gledal, da bi šel za sommelier narediti to, ki pač je zanimivo, definitivno. Ja. Ampak še boljše pit. kako se prav poskuša vino? To bi lahko opisali ali pa povedala. Torej, kako prav okusiti vino? Prvo se ga pogleda. Ok, kaj moraš videti v vinu? Pogledaš Ta prvo po kozarc barvi. ni prazen. Okay. A ne? Torej, Pač pogledaš, ker v bistvu najprej pogledamo barvo, pač, ok, mislim, ali tu govorimo o blind tastingu, ali govorimo tako na splošno. Na splošno greš v restauracijo in prvo vprašanje, zakaj ti da povohat za Pa mašo? čakaj, no, Demir. Tu smo že zbrali flašo, ti si šel 2 koraka naprej. Če zbereš vino, katerega ne poznaš, ga poznaš, ok, ga dobiš v kozarc, ti povejo, kaj je. Če je mal čudne barve, če je mal motno, to nakazuje na neke napake. Pal ga lepo, Prezračiš? ja, da dodamo zrak, da pridejo te prave substance ven, zaradi tega da jih lažje povahamo, a ne? Zato ti to mešaš. Ja. Prezračiš, Ma lepo ja. zapestje, verjetno mu zapestje dela, dobro. A boste prišla na festival Penin 26. v Portoroži, to ni sponzorirano. Že decembra? Ja, jaz pomagam kolegici Prštanti, to pa lahko sponzorirano. Vajnari Mihelin, bom tudi jaz tam delala na štanti, pridite. Vsi, ki hočete slediti, ti ni v živo. 26. na štantu v Skoro da Portorožu. hočeš to povedati. Ja, pač, neki bomo rabili povapiti, ne? Boš dobila posnetke. Gledali se ne bomo. Dobila posnetke štanta. Ne. To je moja prijateljica, s katerim sta z bratom sta prevzela pred par leti vinarno od staršev in se ful truta, imata dobre penine in tudi Dornfelderja, pa pač par sort, katere niso toliko zaznamovane, sicer so z bizeljskega. Tam je še vedno buk, zaradi tega, ker imajo vino, ne, kakor je rekel Tako. Sinica. a ne. Pridemo, če nam zarihta še enega najboljšega, ki smo ga provali v lifeu. Pa bomo. Veš, edina napaka, ki je menda ljudje delajo, je to, da rečejo, da je to šampanjec. Ja, Ja. ne, je penina, ne, Ja. šampanjci so samo v šampanji. Tako. Pri nas imamo tudi, naprimer, prideš ti v restauracijo, se pozanimaš in pa ti pride na tako in ti reče, eksotična pa šampančka. In pa Ja, rečeš, to mora "Kaj, v biti bistvu, moje." Ja, kaj pa imate od šampancev? Srebrno radgonsko. O, fakt, tukaj sem mokra, puca minuca, pač res. Čeprav mi jaz malo tako rekel, ko za vsako pijačo. Ne vem, zakaj je pri vinu to posebnost. Na ful primer, vrst, Ker veš. imaš, glej, Ja. ti pri vinu je to tako. okay, ko smo pri že- ledenem čaju tudi. Jih imaš to eno vrsto, V redu. okay, imaš to eno vrsto in ga moraš povohati in okusati in ni vse isto. Ampak, glej, In tukaj, zdaj, zakaj glej, za vino je tako pomembno? Ti lahko daš to embalažo, pa vse. Ne. Ti lahko Imajo daš- različne ne, okuse vsi. Ne, a te lahko sam povem. Povej. Ti lahko daš bilo kom po svetu narediti en in isti ledeni čaj, ker obstaja receptura. to pa ja. Pri vinu je tako, da, No, okej, da vino pač rabi določen teruar. Kar pomeni Ja. teruar je sonce, zemlja, pač vse Okej, potrebne, okej. veter, a veš, ni Okej. da ni to tako sam teren, a veš, toliko je nekaj kvalifikatorjev, kateri botrujejo temu, hkrati pa tudi države, ki imajo neko izjemno tradicijo, bo rekla, Za vino in to. za vino, to tako ne moreš enačiti. No, kje smo ostali v bistvu? Kaj si še kaj delal? V glavni zgodbi. Kaj si še kaj delal ta teden? Kaj sem kaj delal? Treniral sem. Pridem. Nekdo mi je napisal, da imam noge kot Johnny Bravo. Ma, ne vem, Kaj če- tanke ali debele? Tanke.
Samo se je samo zdelo. Ne, drugače vam jaz zdaj povem v živo, a ne, da moram kar pršute, tako da ta izjava je bila zelo neprimerna. Hvala ti, ne. Ja. Cenim. Dobro, šupak. To mi napišem bivši sodelavec. Nesramno. Ok, ne, nič, kaj sem še drugega delal? Delal sem na tem mojem zanimivem projektu, ki ga še zdaj ne razkrivam. Drugače pa ja, delaven teden, no. Sem bil, kot sem rekel, v Ljubljani. Smo imeli tudi neke poslovne stvari, tako da je bilo kar pestro, no. Zanimivo. Kaj pa ti na tej? Ena taka stvar, ki se jaz skregam z dosti ljudmi in zdaj je tle lepo svetlo, tako da bom vas dva vprašal, kakšne barve sem jaz? Vlas? Ja, kakšne barve las imam? Odvisno od svetlobe. Ne, odvisno od svetlobe. Rjevo lasi. Mislim, temno blond bi rekla, Ja. ampak tudi svetlo rjevo las. No, Temno blond. jaz se to kregam z vsemi, jaz sem blond, rečem. Nisi. No, in zdaj sem jaz bil pri frizerki in sem jo vprašal, no, frizerka, ti, ki si frizerka, in je rekla, ti si 8K. Sem rekel, če me vprašaš, sem bolj 9K. V glavnem, to pomeni, da sem drugi najbolj blond na lestvici. 9 je najbolj naravna blond, kar najdeš, Aha. 8K je druga najbolj in 7K je skoraj že rjava. Tako da, jaz sem blond. Sem Does the carpet match the curtains? Ne. Ta je bila prva taka, kar sem zvedel ta teden. Kaj še? Kako je bil tvoj teden? Je bilo vprašanje, ne kaj si izvedel ta teden? Kako je bil moj teden? Da v mojem tednu sem izvedel, kaj sem. Kaj je bilo še? Ok, ena stvar, ki me ful jezi, zdaj so uvedli vsi kafiči in tudi ene restauracije in to bom zdaj povedal. Fuck off. Ne, fuck off. Se strinjam. Fuck off. Kaj pa? Fuck off. Uvedli so, da ko ti plačaš kartico, ne, ti on pred tabo da 5% napitnine. do 10, 25 in 50. In ti reče, kaj boš dal napitnino, pazi to. Če je dober natakar, jaz vedno pustim manjšo, vedno pustim napitnino, če prijazen, simpatičen, Matej. če se potrudi, nekaj več, povej. Kaj misliš, da to napitnina je bilo, da vedno, da se napije neka Nina, ki je bila konobarica. To je za napit Nino. V glavnem, popizdim, ko me tip gleda v oči in me vpraša, evo, danes šel po pico v restauracijo, sem klical, prijem po pico, tam pica, čakala me pica. Ja, pač to ni bilo Me nobenega pogleda v oči servisa. in me vpraša, kaj pa na pitnino, boš kaj prispeval? In ga gledam v oči, ne bom, Prišel sem hvala. peš, hvala. In pol on me tako malo gleda, dobro, sej ne rabi. Ne bom, Se, v bistvu, veš, kaj me tudi zanima, kako se te napitnine razdelijo? Pol? Ej, Ali in to mene sploh zanima. dobijo Ne, oni oni? imajo ali ne? pač ta sistem, a ne, sem cer pač tukaj pri nas imamo zakonodajo tudi tako, pač to so v bistvu denarne nagrade, a ne. Lej, ne vem, ampak naprimer, vidi dosta natakar, ja. Ti me postrežeš, ti si jak, tebi dam 2 euro. Ti od teh 2 evrov ne boš imel nič, ker fuck you, kaj si ti meni naredil. Tako da zdaj to neki pol, da si oni Je to je pač ta malo, veš kaj hoče pritegniti ta ameriški način v Slovenijo, ki pač Ja, meni ni všeč, je drugače. pač. Ja, ne, pač Ja, ma je sorry. drugače. Ja, ampak tam je tudi tako, a veš, tam je tako kao, meni gre tudi malo na živce, ne, so zdaj pač sploh, ne vem, na TikToku, a veš, imaš tiste waitress, oh, it's a German couple, come in, and they didn't give me like 20%, bla bla bla, pač, modelka, pač, okej. Se tudi jaz, ko sem bila, pač mene v New Yorku, pač oni tip skoraj bol, ko pač ni, lev prosti, pač flyaš tam 13 fucking ur, da prideš do New Yorka, si naročiš nekaj in mi model pač podpišem tam in pa tako jaz nisem videla, on ga tip, bla bla bla, kva jaz vem, pač sam tako ta room service, daj mi za jaz, ne, in mi model tako porine voziček in je ful jezen in tako zelo fuck. puta vrata, in jaz tako, koj kurac, in pa me je pač fant vprašati, tako jaz mu dala napitnino, pa jaz tako, Ja, kaj, what? bi za tle sem, plačevam fucking hotel. Ja, pa sem samo, ja. Ampak veš, te njihove, pa tako greš ti v restauracijo, pa oni tako, ja, ampak mi nismo plačani, Ja, saj to, mi ne. živimo od napitnin. Ja, Ok, good for najdi you, boljši job, pač kot sorry. drug job, jaz ne vem, pač. Ok, so natakari, ki pridejo... Ok, so nasmejani čakajte in samo so malo, ma je service. drugačna kultura. Ok, jaz pravim za Tam našo kulturo, kjer v sem. Ameriki so boje full fake povsod s tabo. Mislim, so vsi vedno nasmejani, pozitivni, Za veš. napitnino, jaz Ja. pravim za tle. Ja, za Tle napitnino. so eni natakari Ampak jaz- prijazni. Ja, Preveč. ne, ampak- In so super. In prijo, Jure, jaka majica, kaj ti... Okay, dej, Jaz kaj vem, boš da ti ni naročil? jaka majica in ne bom mu dal link Hočem zaradi ti tega. reč, fucking prijazen je. In temu pustim 2 evra, se potrudi, Ej. mes pride, je v redu, rabi še kaj. Ej, hvala. Moš morali pripraviti eno kodo za popust, da bomo Ja, dali. bi ste imeli kodo člani. No, evo, koliko procentov popusta dobijo? Aj ti ne, koliko procenta? 1, 2, 3, 30. Ok,
Člani, kaj je, slabsopsi, pa kako si, kaj? Ja, pa s Sloks bomo spali na YouTube dali, ali ne vem, Ja, kako bomo se dali. bo. Ok, pošli. Bomo dali te Blink linke. spodaj, člana. Koda člani je 30% off. Pač Že bo za dal, božička. bo dal staž tudi na screen. Ja, in Staž daj na screen. ene imamo, ki boste to polajkali, pošerali, ne? Ja. Na Mislim, Instagramu nimamo bomo ene. naredili Kaj eno če damo objavo. vsi noge v zrak in nam da nogavice? Dej, stari, to bo kakšne, boste končali na kakšni spletni strani. Pridemo do tega. V Ne bomo glavnem... samo enih podelili. Koliko pa? 3. Ok, dobro, 3. 3. En fun fact sem jaz zvedel, Ja. da kaj loči mesto od vasi. In to je semafor. Če v vasi en semafor, Kje si to slišal? postane mesto. Kje si to slišal? So mi rekla vaška dekleta. Dobro, to ni temeljeno. Po Baje, moje, da se gre, res? po moje se gre bolj za populacijo, koliko ljudi Ne živi vem, tam. ampak se mi zdi logično. Ne vem, mislim, da je tudi semafor merilo za avtošolo. Če ima lahko v to šolo. Ja. Raz. Okay. Ja, sem tudi tako, ne vem, ali so to facts ali so fake news. To smo bolj boje fake news. Ne vem, v glavnem moj teden bom končal s tem, da najbolj srečen sem dobiti sporočila en dan v mestu od moje, ko dobim pomembno obvestilo, zdaj ga bom prebral, ki meni je bilo hecno. Gospod Rimanič, zadeli ste Eurojackpot v skladu, ta mesec nažalost bilo nič evro, ampak če mene vprašate, dobili nekaj boljšega. Vaša najboljša punca na svetu, ki jo imate radi, je dobila pa menstro. Iz srca vam čestitam, saj ste tudi vi veliko pripomogli k tej še eni uspešni, čeprav spet pozni menstruaciji. Naj vas tudi opomnim, da je to zadnja menstruacija vaše priljubljene punce v letu 2022, tako da boste letošnje leto zagotovo zaključili kot ne očka. Saj veste, tako kot vsak mesec do zdaj, keep up the good work in kondom na glavo, vaša punca pa vam sporoča, da se priporoča žal vaše seks usluge tudi naslednji mesec. Tako da nismo tata, idemo. V glavnem, pri nogavicah. Kaj bi naredila, zdaj greš ti na strani za odrasle, ne? Kaj bi naredila, da vidiš tako food job s tvojimi nogavicami? Tako, reakcija. Bila ponosna. Sem ga že dobila. So mi ga poslali. Meni folk svašta pošla. Ampak, okay, food job, torej, food job. Nisem dobila tudi food joba, jaz sem dobila full akcijo do zadnje in pa smo imeli tako mojih nogavic in pa sem bila sem tako, mislim še videla v takem položaju, ampak ja, mislim, dobro se držijo. Zdaj imam jaz vprašanje, ki bi vprašal Matej. Vprašam, mogoče ga bom napisal. Si kdaj seksala že v svojih nogavicah? Čakaj, da se manj spomnim. Come on, veš, kaj full bad, a ne? Ker vmes pač, ko sem začela brand, a ne, nisem imela fanta in pač tako, pa to ne bilo, a ne? Vseeno, valjda si že malo šuno. Kaj ti? Dobro, moraš provat. Če ti vedno seksaš brez nogavic. Če imaš svoje nogavice, moraš fukati s nogavicami, come on. Ajde, gate drugo, ki gate bi mogla pač dati to. Tangice bi lahko to prodali. Ampak nogavice. Zdaj razmišljam. Ej, dosti fukaš. Ja, ne boš doma fetiš na svoje nogavice. Jure, živjo. Ne, ampak... Imaš food fetiš? Ne, v bistvu stopali se ful bojim. A res? Zato si dal nogavice, zato si naredil nogavice, da jih pokrije. Ja, v bistvu tako, glej, pač, folk ima, jaz imam tako, enih par ljudi, ki screenshotajo moja stopala, tako čez čankara, ima tako... Dobro, ti imaš največ creepy ljudi okoli sebe. Drugač, prva stvar, moj prvi teden v Ljubljani. Te Ljubljančani. Pridem jaz, pač, ko sem se rekel, ko grem jaz en mesec prej v Ljubljano, sem si najdla delo, a ne sem začela delati. In grem jaz delat, pač imam slušalke na ušesih, poslušam metal. Imaš bute nogavice? Poletje je bilo, ne, nisem imela nogavic. In sem imela tako noge v sandalah, pač pol je bil tudi tako kar nekaj let minil, ko sem imela sandale, pol spet na noge in sem na semaforji, tam nasproti Šubičeve gimnazije, gledam, da grem pod unimi arkadami. In tako sred poletja na semaforji začutim tako nekaj ful toplega, ki tako pade na moje stopalo. In tako faktorno mora biti klima, pač kaj je tu prišlo in tako pogledam dol, bel flek. In sem tako, ali kakšen golob se posral in se obrnem na stran in si ga en tip zdrkal na moje stopala.
Okay. Ne. In Ampak je bilo prijetno toplo. v hlače, fuck, jaz se tle tole. Ne. In gre v drugo smer, jaz stojim še vedno na semaforju in sem pa samo tako, če se premaknem, mi bo to šlo vse med prste, which is kind of disgusting. In pa jaz tako, kaj ne naredim? In so jaz sezujem tisti šlap in sem bila tako, zdaj sem v sred Ljubljane, sezutem šlapam Pa s prmanimi nogami. in redom... Ok, kaj imaš tako lepa stopala ti slučajno. Lej za kamero. Ne vem, sam ljudi imajo čudne fetiše. Ne, pa to nisem že slišal. Si kdo zdrkal na noge, Niko. Semaforju. Ja, jaz sem to prvič doživela, ne? fuck, jaz sem Od res- takrat naprej nosim bulerje pismo. A ja, sem kao res na bulerih je mislil, da boš boljše če. Res mislim, da boš rekla tipu, da si ti ptič pokakal. To se meni zgodilo. Tako stojim, Ja, neki čutim toplega na Ne, nogi, ne, pogledam in njej se je tič pokakal. Ja, Ti si bil včasih tema nekaj, kaj si rekla, ne? Še vedno sem. Uh. City Models. Ziti Models. Ja, Ti si bila kje v Milanu? sem bila. kako Ja? to poteka, biti model? Mislim, Kaj? lej, Kako jaz si sem- postala prvo model? Kaj so te skautali, si se Ja, prijavila? skavtali so me, plus tega, da so me pač... Kje so te videli? Ok, že pri 16-ih pač so mi pisali, da bi šla pač v neko oddajo, sem pa meni ni mi bilo zanimivo, ampak jaz sem pa takrat še vedno trenirala profesionalno rokomet in kva mi je bilo, hudo. to je bilo za me ful pičkasto, so nekako, kako sem šla to nekaj sračati. Pač ful sem bila športnica, plus tega, da, ne vem, nisem se glih videla, kakor neki, pač nisem rekla, okay, da sem ružna, a ne, pač to mi je bilo ful tako kar neki, pač kam je zdelo. Vse ima nekaj, vse si lušna, Ne, ampak ne, ima nekaj ampak- stvari samo, da si Ne, full, ampak me to sploh najlep- ni zanimalo. najbolj- Pa sem ja. šla študirati pač v Ljubljano in sem plesala pri zmajčicah in smo imeli pač eno snemanje. Pač tako in pa bil sem tako ni fotograf, pač ti tako si guta, ne, pa tako, ja pač vem, da nisem naša, lol. Kot im meni. Pač pravo rekel, zanačemo, smo kaj dehalo. Se ni slabega modela, so samo slabi fotografiji. Ne, ni res to, ampak To naprej. je joke, no. Ja. Ampak ja, ne, pač sem bila skautana, sem bila pri Model Groupu. Model Group Agency? Ja, prvi job mi je bil Fashion Week. Ljubljani. Pa sem imela pač kar da sniman, pa mi je bilo kar zabaven, pa sem bila sem tako, aha, ok, kaj pa čez, zdaj čez študij, itak sezona se začne v Milanu že neki poletje, avgusta, sem šla v Milano, sem dobila agencijo, sem nekaj delala. Ok, pa sem šla nazaj. stop. Ampak Ja, zdaj gremo v Milano in dobim agencijo. Ne, pač malo Ok, čakaj, ale, malo povej na hitro. Portfolio, mislim predvsem, jaz sem takrat, pač po eni strani je dobro, da sem jaz specifično glupa za ene zadeve. Jaz sem za več. Ne, ampak tudi tako, zaradi tega, da pač, pa res moraš biti po mojem celo vedeti, kje si, vedeti, kakšen body imaš, biti da samozavesten. Ker tam jaz sem pač rekla, jaz razumem italijansko, jaz sem šla v agencije, tam si prideš noter. questa ragazza. Prideš noter. Ma che molto bella. Pač pazi to, prideš ti noter, pač pošljete agent, imaš, ne vem, imaš 5 sestankov, ti smo dneva, greš do agencije, če nimaš direktnega bookinga z agencijo, ne. In te reče tako, sled se, pač prideš tam samo v perilu in pa te vprašajo, znaš italijansko, ne znaš italijansko, oziroma pač rečeš, ko, jaz sem nekaj, da ne. In pa meni reče tako, glej, tam je full debelo rit, gleda na njeno postavo, kaj je to, kakšen nos ima, takrat pa on tako pa zgleda, kot da bi imela operirane žnable, full prevelik nos, ima tak črnski nos, ko naj mi tu prodamo, kakšne lase ima ona, tu ima predolge lase, to letos ni moderno. Kaj ni In to pol ti malo reče- fair? Kaj ni to fair? Ne govori tebi v faco, tu govori se pogovarjajo, sodelavcu, a veš. Ja, ma Ampak ti pač, prideš tako, kot v mesnico, a veš, in Ja, ja. ti, če Ja, si ma ti to je to, tako- ne, to je če ta si ti- biznis, ja. je ta industrija. Ne, če si ti nesigurna punca, A ja, ok, ja. A ne? To je Ne biti zjebe. model. ti ne veš, jaz sem Ja. pač pal, a veš, itak sem bila tako malo šokirana, ampak sem rekla, ok, pač sej realen, pač jaz ne fitam njihovi agenciji, gremo Ja. pač mi naprej, gremo na ta druga agencijo, itak podobna zgodba, plus, ko ti prideš noter, te vsi tako gledajo, pač, a veš, tam je tako. Zdaj sem začel gledati tvoje ustnice, ki gledam, nimaš narejenih ustnic, ne? Ne, nimam Ja. več narejen. Ampak Imaš fora- velike? Ja. Ja, imam kar, a ne, ampak fora je, da takrat, ne vem, ni bil ta look, kateri, da bi bila jaz tisto leto popularna. Fora je, ker pač profesionalno se ti looki se menjujejo. Naslednje leto sem imela vse bebe zaperiran tak nos, kot ga imam jaz, a ne. Čeprav recimo kakšna Bela Hadid,
je Bela vedno Hadid je itak popularna, narejena. ne? Bela Hadid je itak narejena, pa zoperirana. Pa pač ona je nepo child. To je čist drugač. Ti moraš pogledati pač manekenke, ne, ki so pač krajene, ne? Plus vse pridejo z njega backgrounda, katere pridejo. Razen pač tiste, ki so self-made, ampak ti cajti so itak full mimo. Zdaj, konc koncu, tudi če od Kate Moss hči, a ne Lili, ona je pač 1,50 m. In še vedno je lahko Amerikanka. In še vedno lahko Amerikanka, ostale pač ne more biti. Zakaj? Ja, v Mislim, Connections. what the fuck, a ne? Plus, Zdaj se gre za cloud. Okay, kar se tiče teh novodobnih manekenk, mi je edino od Cindy Crawford ta mala, katera je, ampak je tudi pa rekla njena mama, delovna etika, a veš, zgleda Kaja Gaber, vse profi, bla bla bla. Drugo, kar je, ti moraš vedeti, da večina punce, tudi če ti dobiš job, če ti dobiš agencijo, ti čakaš na castingu po 5-6 ur v vrsti. Ja, stoji v vrsti dolga vrsta. Da ti reče ne. Ona se pripelje s svojim personal driverjem, pride noter na casting, če rabi pridati, a ne? Jo oni odpelje, ali ima direkten booking. Pač to so veze. Ja, naredi si v life veze, kaj češ? A veš, tudi plačane ne so enake. Ona je plačana še za svoj cloud, za svoj exposure. Ja, ker pripelje to na mizo. Ja. Ena druga to ne. Je ta svet. Sploh ni nek glamour. To je pač... Ko krava si. Ja. Ne, si krava. Ti moraš vedeti, da ti tu moraš živeti ti cel life. Pravilno se prehranjevati, skrbeti za svoje telo, imeti določen videz. Se pravi, biti pripravljena tu, da ti spremenijo, da se... Ok, če zdaj agencija odloči, pa imeti v bistvu tudi dobrega agenta, da ti njemu verjameš, da tisto, kar bo on storil zate, da je zate dobro. Se pravi, če ti prideš, ne vem, jaz sem se zdaj postrigla, ne, drugače imam kar dolge lase, in da pride en job in da mi reče, jaz mislim, da ti bo to spremenil kariera, da se ti postriž, obrili te bomo. A boš ti njemu zaupal, ne boš, ne? In pa priješ ti, naslednji dan se obriješ, prideš naprimer na snemanje, in reče, v bistvu, veš kaj, imamo substitut za bebo, smo pa vzeli nekoga, ki je bil že obrit, a ne? In ti, ne vem, zgubiš? Spremeniš svoje telo v bistvu... Za neko stvar, ki mogoče, a veš, tukaj so ful težko. Včasih je bilo tudi manj modelov, a ne? Kaj naredi modelko? Kaj naredi? Ja, se imaš ti različne tipe modelinga. Ti imaš runway fashion, kateri je pač najboljši, oziroma odvisno katere znamke. Imaš high fashion, kateri pač moraš imeti določene predispozicije. Mislim, čeprav se tudi to danes zaradi movementa spreminja, ampak ja, pač moraš imeti mere, moraš imeti višino, za runway je najboljš, da si pač nad 1,75 m, zaradi tega, ker pač proporcije. Pri tipah je malo drugače, pri tipah omejuje višina, naprimer. Tip model, kateri je čez 1,90 m, ne more biti runway model. Koliko si ti? 95, jaz sem bil pač... Pizda, prevelik in premajhen. Ja ne, a veš, to je ful jebano. Zaradi tega, ker pač te določena oblačila najbolj izgledajo. Pač to zahteva še vedno ful velikih nekih prilagoditev. Pa imaš, ne vem, commercial model shows, tle so pač lahko bebe, katere so in tudi pač plus size, itd. Čeprav tudi hot couture, pač mislim, da zdaj uvaja neke plus size zadeve. Ampak mi moramo vedeti, da pač visoka moda je pač svoja vrsta umetnosti, katera se tudi danes spreminja. Pa imaš, ne vem, tiste, ki so za kopalke, pa za beachwear, itd. So vedno pač bebe, na katerih bojo kopalke dobro stale, čeprav zdaj so reprezent tudi te ploščate, a ne, niso sam te tdd. Razen Miami Fashion Week, kateri ima te BBL postave, čeprav zdaj Kardashianke so se se obrnile v drugo stran. Tako da zdaj bo na Miami mogoče kaj drugega moderno. Imaš ful različnih tipov modelinga, imaš commercial, imaš fashion, imaš editorial. Hand models. Hand models. Foot models. Vse imaš. Ja, pač imaš ful različno. A veš, ti če najdeš čist model, ti če najdeš neko svojo nišo in kateri si ti uspešen, to super. To trajvaš, a ne? Ja. Doskrat ti vidiš nekoga na cesti in rečeš, ta je zihar model. Ja. Ampak tle jaz mislim, da model ni somebody, je tudi mindset, kako se držiš, kako se oblačaš. A veš, nekdo se lahko res obleče smetiščno vrečko, bo rekel,
fakt stari, tebi pa res vse paše. Po mojem, mi gledamo modele, mislim, mi drugače si razlagamo modele, da je nekdo model, mislimo, da pomeni, da inačemo s tem, da je nekdo lep. Pri nas v Sloveniji imamo to napako, naprimer, da vse bebe dobijo tam kar enega fotografa in da ona 20 slik gor na Instagram, ko je fotograf sliko, in reče tako, jaz sem pa zdaj model. Veš, kaj je rekel Drake? Pa Insta models. Veš, kaj je rekel Drake? Če nisi bil v Vogu, nisi model. Ne, ampak fora je, a imaš ti klijente? A te slučajno v duh kontaktira za runway show? A te kontaktirajo, delaš reklame? A te so dejansko kjeri brand rekel, mi mislimo, da si ti prav za nas. Zakaj? Oziroma, tukaj imamo to tako, a imaš agencijo? Ker večinama zdaj nimajo. Jaz mislim, da bebe, katere nimajo agencije, morajo delati že v modelingu, zaradi tega, da imajo svoje ime že zunaj, da klijenti pol vejo točno, koga rabijo. Ker drugače je pač tukaj agencija, ki reče, jaz mislim, ne vem, ti dobiš, delaš en šov in reče, pač rabimo tak in take luke, se pravi, rabimo Peterjavih, 3T, zaradi tega, ker pač, veš, oni morajo tudi gledati, da barva las se ne tepe z kreacijami. Samo tam prekinem sekunde, najboljši model šov, ki sem ga videl, je bil zdaj, ko so bile one dvojčice, kaj od Guccija je bilo, ne? Ja. So bile samo manekeni dvojčki. Ampak tukaj je bil casting vmes, veš, to ja, veš, kakšen casting je to mogel biti, da so našli 30 dvojčkov. Manekenskih dvojčkov, pač nerealno, jaz sem bil samo, fakt, to je res, to je projekt. Ja, to je background, ampak pri nas imamo pa tako, res nima, v Sloveniji nihče nima dost cash-a, da bi se naprimer šel se takih iger, ja. Zdaj imaš teh kategorij stojneno. Kjera si ti? Kam bi šli lahko jaz in Jure? Ja, veš, ti bi bilo komeršal, pač si zabaven znaš igrati, ne? Ni nujen, da bi pač ti sam model, pač tudi pa rekla, lahko bi poslikali fotke na tebi, za lifestyle bi bil v redu. Za beauty, ja, bi znal tudi izglumati. Ampak pač jaz mislim, da imaš variety, on ima tudi pač nek svoj look. A ne, ti moraš vedeti, da moraš prvo nositi svoj look, da lahko drugi prepoznajo tvoj look. A ne, ti, če si, sorry, moja mama, ki je glih jožica, a ne, ampak ti, če si tam ena navadna jožica, pa si ti tako. Ja. Zakaj bi te duh zbral? Ja, prosti, zakaj bi te duh zbral? To je samo zavest, pa. Ali pa nekdo, ki se sam tako. Ja, jaz imam zdaj, ki sem malo po intervjujih, imam svojo pozo in po vseh mojih slikah sigurno je ne tako. Sorry, ampak ena slika ti mora pokazati. Jaz sem rekel, res si hud. Una iz Steve Jobs slika. Veš, ko je hud? Eno sliko. Sem bil v reviji na 4 straneh, jako. In ena slika, vsem je ful dobra. Kako se dali čez 4 strani? Ja, najprej eno, pol drugo, pol tretjo. Ena je bila za tiča. Ja. V glavnem, vsi so hvalili eno sliko, meni je bila res ono, res dobra slika. Ne, veš, kako ti sebe vidiš, je čist drugače, kot te drugi vidijo. Jaz sem se pač navadila, jaz, ko pridem na set, jaz ne komentiram svojega looka, ko mi ga naredijo. A veš, koncu, oni meni vzamejo, da nosim njihove stvari. Če mi naredijo karkoli, ker pač meni ni všeč, to ni... V redu je tole. No, govorila sem o tem, da pač priješ ti na set in ti dajo nekaj in ti zgledaš ko eno strašilo in ti rečeš, pač jaz bom naredil svoj job. Pač danes bom odganjal srake. A veš, to je job modela. Ne pa, da ti priješ na set, pa da rečeš, meni pa tam šminka ni všeč, pa, zdaj pa zgleda, kakor sem brez te palec. Ta je moja najlepša slika iz onega photoshopa. Meni je bila najboljša. Ja, vidiš, ker ona je bila bolj model look. Je. No, sploh ne vem, kaj imam. A veš, to ti tlele na ti sliki imaš samo en layer. Tamle pa ne veš točno, kaj tam je globina, tam je globina. Tam si jaz bom nekoč zmagal Oskarja. Tle pa si, haha. Ne veš, ali si resen, ali si tih, ali si mysterious, a veš, ja. Tuno, tle sem, kaj vas še čaka, pa ne veste. A veš, to je tako, lih ta layering, ne? Pokaži, kaj znaš z obrazom narediti kot pozo. Tako. Kako to misliš? Kakšne, če imaš kakšne, znaš tako izrazoslove z obrazom. Kaj je tvoj go-to? Ne, po mojem ne boš, da mi ti rečeš, kaj nisem. Body presenečena. Zdaj je meni rekla. Presenečena. O moj bog, majhen je. O bog, majhen je. Ne, to je ono, ja, to je ta? Ja, kva pa ne rečeš tako? Ok, omega velik je. Ok, omega ni ga, ker bi mogel biti. Kaj, ne, to ne valja. Ta bi bila bolj ono, veš?
Kaj niste Na nekoga me spominjamo, ne vem na koga. koga. Čak se moram od te svoje zelenski... Ne vem, nekomu je podobna. Ne, Ulo. Ulo, ko se piše že? F. Ne vem. Je bila na Fejmičih, to je Furlan, ja. Ampak lih rahlo in tako fulkrat se mi zgodi, da prijem lih v neko tako čudno situacijo. Podobno, čakaj, pokaži Ulo Furlan, da vidi Matej. Dej sliko od njen Ulo Furlan. Jaz ti boš najdel kako pač podobno, no? Ampak meni se to tudi začelo dogajati, ko sem prišel v Ljubljano. Malo smo si podobne, ampak jaz sem bolj tako kobilasta proti njej, zaradi tega, ker pač Ula je malo bolj drobka, pač tako malo manjša, pa malo bolj drobna. Ne, lahko samo eno stvar, ti res nisi kobilasta. Vem, kakšne so kobilaste ženske in ti nisi kobilasta, tako da prosim to vzami nazaj, ki to nisi kobilasta. Ne, pač znam biti bolj kobilasta od Ule. Mogoče od Ule, Malo ampak kobilasta kot taka konstrukcija kobilasta je čisto drugačna. Pač imam rame. Ja, res, to pa je. Ja. Vprašanja, gremo Lahko se dvigneš malo gor, ki ležiš na stolu. Boli vse. Vprašanja, gremo na... Vprašanja. Hola, Kaja Winkler. Ideja za silvestrovanje. Že veš, kje boš bila? Ko boš preživela? V bistvu sem tela najeti eno bajto. Nekje na Hrvaškem, da bi šla pač, da bi imeli bazen, pa da bi imeli džakuzi, pa da gremo zraven še smučat. To pa težko vse v enem. In pa se zmenam in moji frendi rečejo, mi bi šli samo za 2 dni. Obale. Tako da ja, sem napal tako da zdaj, ne vem, lik brat mi je napisal prej, da če pridem kaj popit, da bi prišla kaj popit, sam ne vem, kaj bom kaj popila. Ideja za silvestrovanje. Bežite kaj spet, pa da imajo dobro povezavo, da lahko vrtiste brezvezne komade na YouTube. Zdaj sezona za mene zebe, člani moji vsi nabijat mene zebe, lepa hvala. Kje boš bil ti za silvestrovanje? V glavnem, verjetno nekje s tabo. Upam, da. Ja, tako da, če ne boš imela kam priti, si vedno dobrodošla pri nas. Bom prinesla za popit. Ja, tako. Katarina Stražar, radio okrasujete hišo za Božič? A radio? A radi okrasujete hišo za Božič? Nekaj treba pol pospraviti. Jaz nimam okrašenega stanovanja. Mi jelko postavimo tako en teden prej, ki se nam pač moj oče vedno naredi ful veliko jelko doma. Ful veliko. Pač imamo to zadnji sem videl pri vas. Imamo ful visok... Oni imate tako 4-metrske strope. Ne, več kot 4 metrov ni strop. Ne več? Ja. No, v glavi, in ti posmreha do vrha. Ja, tako kot da stoji, da dobro zgleda. Ja, res, ona smreka je res vedno velika. Jako. Ok, softičana, sirnica ali burek? To je ista stvar. Ne, sirnica je sirov burek. In kaj je burek? Jaz sem rekla burek. To je kot pizza ali pizza margarita. Da vprašaš ti kolege spodaj, je burek samo mesni. In ono je sirnica. Mesni, iskreno. Meni tudi, tebi. Mesni? Tako na Nogavicah, tako se proda. Ok, bombažni. Kjeto, ma kaj je to? Verjetno jaz. K-J-E-T, zdaj ti tle meni fuck off, ne znam brat, kaj ne znam brat. Kaj narediti, če tip neha skrbeti zase, se zredi itd. Se mu lepo povedala in tudi že direktno. Povej ti. Zakaj bi bila to slaba stvar? Mislim, tako, res... Da neha skrbeti zase. Ne, tako, mislim, eni so mogoče tudi na drugi strani, ki so malo preveč obsedeni z neko svojo telesno podobo, preveč hodijo v fitness, preveč pazijo na prehrano. Jaz verjamem, da puncam ni glih najboljš biti zraven, če njen tip nič ne je, nič ne pije, pa ga nikoli ni. Če pa res neha skrbeti tudi vizualno, pa pač da res ga moti to v njegovem življenju, da vem, da ne more več hoditi, pa da je pač pretil, pa da ima zdravstvene težave, ok, takrat zdaj je za reč. Če pa človek sam malo rad uživa, a ne? Ja, to ne zgleda, da rad samo malo uživa. Jaz pravim, da se opusti. Pač, okej. Ampak, mislim, tako, lepo je nekoga opozoriti, a ne? Če res tu ogroža njegovo zdravje. Ne pa, ne vem, težiti zaradi tega, ker nima six-packa, mislim. Ne, okej. Po moje, lahko tam prekinu, samo eno stvar. Po moje tašnega, ko se dobiš, ko se prvič daš skupaj, tašno moraš ti biti
ali boljši. Odstopanje malo Ja, lahko. od tega. Oprosti. Ja. Da Ma, ti jaz si, se tudi rada, ima bolj take žmohtne vzame. Ja, pa če ti ga dobiš žmohtnega, ne? Ma, da zdaj, evo, jaz dobim tebe in ti, če se z eno leto dobiš 200 kil, šuno je malo, nisem jaz to podpisal, veš, šuno. Mislim, se jih ne bi imela, ampak ja. Ampak za reč, ne, dobiš nekoga tako, pač to ti ono malo da se je opustil. Če imaš pač res zdravstvene težave, Ja, to je drugo. Ja. Ampak da se opustiš, da rečeš, Okay, ne da recimo, se mi... da bi imela tvoja punca zdravstvene težave in se zredi na 200 kil. Okay, Kaj bi naredil? In ne more, bo imela vedno 200 kil. Kaj bi naredil? Naslednje vprašanje. Drugače se mi zdi, da bolj se kritizira vedno ženske. Ampak tudi v starši otroci odnosu so ženske vedno bolj po izgledu pri nas je kritizirane. to zmeram joke, ne? To Ja, ampak tako sem slišal dosti krat to drugače, da se ženske kritizirajo. Ne, ampak tudi, Mame, hčirke. Ja, ne, sem tudi, naprimer, fanti so zelo občutljivi, sploh, kar se tiče, ne vem, a veš, tega nekih toxic masculinity, da morajo biti oni vsi bolj jači od svojih partnerk, to, tretje, četrto, peto, šesto, mišiči, a ne? Si misliš, da... Ne, a ne, mislim, včasih mogoče je bilo res to potrebno, a ne, so živeli na vasi, so padala drva, je treba tu prinesti, to, tretje, četrto, a ne? Turški upadi. Ja, pač res, no. Ne, ampak danes se mi zdi pa to res nek nonsens, da bi se lahko sam na take stvari ozirali, tako da... Ma ne, ampak tako se mi zdi, čaki. Se mi zdi, to potegne ful stvari za sabo. Če ti zapustiš, če svoje telo zapustiš in ne skrbiš za njega, potegne to tudi lahko tvoje mentalno zdravje za sabo. Oboje hkrati. Ja. Ne veš kaj, ne bom jaz nikoli nobenemu težil, da se zboljša, bom pa rekel, evo, meni in svojemu partnerci težil, bodi najboljša verzija sebe. Telesa ima različne oblike in tudi zdravje ima različne oblike. Ne? Nekdo je lahko ful suh, pa ne bo bil zdrav. Pa nekdo je lahko tudi pretil, pa ne bo bil. A veš, je lahko tudi zdrav, pa ni zdrav. Po moje, če ti ješ zdravo in vsak dan treniraš v zdravi meri, je to neka tvoja zdrava postava. Misliš, da ne? 3-krat na teden, recimo, ne krč. Ne gremo reči, če želiš shujšati, kalorični deficit. Tako. Si lahko vtipkaš v računalnik, zračunaj si, kaj si zračunaš, kalorični intake, upišeš težo, leta, višino in si lahko komod, čeprav spet, veš, ko si tehtaš obroke, raje pejdi enemu specialistu, naj ti on pomaga, se strinjamo. Tako. Ženske ste drugačne kot moški. Kot prvo, ženske gledate, vas ponovadi bolj moški privlači, ne toliko na fizični ravni, je res. Bolj čustveno, ali ne? Da bi zadnjič je bilo tako, da smo dali tako moje bivše skupaj. Ma tudi tako, ne moreš videti. Vidiš? Ne moreš videti, kaj ima en veze z drugim kot prvo, a ne? Sej mogoče tam bolj v srednji šoli, vsi dolge lase, pač hot, a ne? Hot, rebel. A ne? Pa imaš pa druge ekstreme, ko so bebe, ne, tip mora biti visok, mora biti temen, mora imeti mišice in pol ima nekaj lujzeta. In pol ima nekaj lujzeta, pol ima enega lujzeta, stari. Ne me jebat, no. Jaz sem vedno rekel, jaz imam special mesto v srcu za bionde. Ne, še nekaj drugega. Moja ni bionda. Ja. Mislim, se tudi jaz imam tipa, ki mi je tako ekstremno všeč, sam je všeč za pogledat in da je na stageu in da igra fucking kitaro. In to je to. Jaz pa bi rekel, da imam en okviren tip. Ja, tega imaš. Ko tipo vsaka, ki je okrog Jureta, ne bom rekel skupaj, Jure okrog katerih se vrti so, ja, če se zvrti kakšno, bilo kakšno se vrti sem, ja, ta je v Juretovem okviru, pač ja. Ti imaš zelo specifičen tip. Čau, Jure. Eden za dodatno unikulaš. Vidiš, zato imamo podcast. Jaz hočem imeti zanimive goste, Jure hoče imeti zanimive samske punce. Ja. V glavnem, čez 3 dni bo konec sveta, kaj narediš? Matija Ožbič. Ok, to prvo grem v nabavo, da si kupim vse stvari, ki so mi všeč. Trgovine, lahko kradeš. Takrat, ne, nočem krati. Me treba zapraviti denar. Kaj misliš, da bo tam en človek kot ti, ki bo vedel, da je konec sveta čez 3 dni? Ja, in kaj misliš, da bo prodajalka tam, da bi prodajala klobase? A drugi vejo, da je konec sveta? Ne vejo. Ne vejo. Jaz grem tako, grem kupit, ko bo konec sveta in ne bom še 3-krat v trgovino, kupila bom kilo na tanko narezane mortadele, ful majoneze, turistično pašteto, šampenj, pa kupim še cviček, ker pa tam, ko spiješ ful šampena, je škoda, da piče več šampena, ker imaš tam kislino. Kaj je šampen?
Šampanj. Šampanj? Ja. Šampanj. Ok, pa kupam tudi cviček, ki pa na konci, ko si ful pijan, je čisto vseeno. Pali... In pol to je prvi dan, in drugi dan bruhaš in imaš mačka. Ne, to je tako, to je, kar imam za kupet, no. Prvo grem v trgovino, grem kupet te zadeve, pa se oblečem te stvari, ki so mi všeč, pač se pravi vse v leder, ogrejem prostor, da mi ni mrzlo in pa sem na YouTube in gledam neumne posnetke in žerem in pijem. Če gledaš člani podcast. Ja, pa gledam člani podcast in pač to je to, ne? Ok, vibe. In to 2-3 dni delaš. Ma nekaj me šla to! Pa ne vem, če bi frendom povedala, da je konc tak, ki te pač nočem, da so slabe volje, dobila bi se mogoče z njimi, šla mal napit, pač lej, lagano, no. Kaj pa staršem bi se šla posloviti? Kaj pa jaz vem? Vprašala bi jih, če imajo cajt, ampak moji starši večino nemajo cajta, tako da mogoče bi jih šla pogledati. Kaj si edinka? Ne, imam še brata. Ne, moj brat je kar kralj, tako da. Kaj bi ti? Kaj če sem edinec? Kaj če 3 dni konec sveta? Če bi vedel, kaj bi delal zadnje 3 dni do konca, če vedel, da konec sveta, bi vedel, kaj delati v življenju v resnici. Tako je globoko. Kaj ni raz? Ja, Po drugače eni imaš strani. pravo. Joj, prosim, ne to povedati pred mojim odgovorom. Ojoj. Je pa on rekel, ko bi vrcam seksu. Ja! Da reč, jaz bi tako šel šutat čot z vsemi in pa bolj bi mi kurat. Ja, Ne bi v lifeu. Ne tako, kao, drugače ful bi rad seksu s tabo in povem ti, da je to zadnjič. In pa bi rekli, tako je. če je zadnjič. Pa rečem zadnjič. Zate. Pa ne bi tako... Fak, ja, okej, kaj bi ti delal? No vidiš, gospod fakt Globok? stari, nisem ti je pravno zamiril. Zdaj, ne vem, ne znam odgovoriti iskreno. Pač, mislim, kaj bi spremenil drugače, ja, tako kot živiš zdaj. Po mojem bi živel enako, kaj pa češ drugega v resnici? Ja. Meni se sam zdi, da je tukaj moje samo realno sporno, ali ti poveš ostalem ali ne poveš. Jaz pač ne vem, Ne poveš, ker narediš samo kaos. Razen, če pustiš, da ti oni uživajo svoje življenje zadnje 3 dni. Ja, si to, če jim poveš, lahko oni Ne, še sem bolj rekel, uživajo. pač vse stvari, ki bi rabili že narediti v lifeu, ne jih naredijo, a ne, pač ti ne moreš nekoga pol, zdaj pa porašati, fulno hitro rabite narediti otroka, Ne, kaj ti pomaga, če držiš zdaj otroka, če 3 dni? Mislim, ne, zdaj, veš, tak nonsens. Kaj, in recimo zdaj, kaj ti bi lahko bila bolj srečna, kot si zdaj? Mislim, ne, zaradi tega, ker life is suffer. Tako. Okay, to je prav. Sorry, gospa Depra. Ne, Življenje je lepo. Sej, ne, življenje je drugače, Pač kar je težko. Je tako, kot ja, ne, življenje, sem pač stop. mi smo preveč navajeni, da mora biti vse happy, vse lepo in prav. Lej, ne more biti, lej, ti moraš imeti... Če bi bilo to, bi bilo pol nikoli ne lepo, ne slabo. No, Pol ne veš, kaj je lepo. Ja, Veš, kaj je lepo, je zato, ker slabo obstaja. Ja, yin in yang. Ja. Če bi izbral, ne moreš se vstati, ali pa ne moreš se usesti več, nikoli v lifeu. Kaj bi izbrali? V bistvu, jaz sem imela daskrat in imam še vedno težave s hrbtenica. Tako da imam Did somebody večkrat break tele your- težave, a ne? In lahko povem eno ful neumno zadevo, katero me ni sram in se je zgodila pred 2 meseci. In sicer mene je zelo štihlno v križu in se nisem mogla prepohniti in se nisem mogla usesti. In me je kolegica tako drvo dala v avto in peljala na urgenco in jaz sem tam v urgenci in čakam 6 ur in pa pride pač noter, da mi bojo dali injekcijo so mi mogli dati urita, ne? In pač pride doktor in reče, slečite se. In sem bila tako, ne morem se slečiti. To je on. In me pa se reče, on tako me sleče, hlače dol, a ne? Dress me, doktor. In pa reče, tako nisem usedem, se ne morem se usesti. Da si se preko Sem se sam seksual. naslonila na mizo. In pa jaz tega vprašam. Ciao. In pa jaz tega Nogavice vprašam. pustila Pa si gor. tu, v izreju vprašam, a je že not? In pa reče on tako, ne, sem dal ven. In pa jaz rečem tako, a me lahko zdaj se oblečete? In pa on tako, on meni tako, ne, ker nisem medicinska sestra. In meni tip, a ne, Pusto to zaredja ki zona. mi da fliko na rt, a ne, ki mi da glih kar injekcijo v rit. I don't know. Pusti tam, s hlačami prgležne, Disrespect. ker se ne morem, Res ko je na lajdra, stari. Tipa. in jaz sem lepo ful jezna, a ne, ker vidite, kako ne sestre ni bilo, jaz sem tako, fuck off, in grem jaz tako, s hlačami, tako, in gre tako ven, in pa me tako vidi nekdo na hodniki, in pa jaz rečem, a mi lahko date hlače gor? In mi jih je
dal gor. Priden, gentleman. Ok, za na konec, ti si iz Brkinov, nauči nas kaj po brkinsko, mene, Jure, taj naše gledalce. Ti si že skoraj. Ja. Ok. Sem pa mislim, da je prve skar podobno. Ajde, čujemo. Homo se ne šafit gor štamat. Oje, bam ti ne stavek besedo, kaj? Se to lahko. Gremo se na podstrešje. Na pit. Winky. Ne, štamat je sam se ljubčkat. Ja. Drugači, pač prvi prebivalci Brkinov, a ne? Homo piti. Ok. Ja, ja. Imaš ti kakšno vprašanje za nas? Ajde. To vedno gosto tako, damo onda spod. Ok, sprašala sem, zakaj imate danes dress code, pač nisem Nimamo znala. slučajno. Jaz iskreno nimam dosti oblek, pa sem dosti krat isto oblečen, imam par oblek in pač to menjuje. To so tipo edine To je hlače, ki jih imam, ki sem zdaj dal vse ven iz omare in sem šel v shopping za hlač, nimam drugih hlač in ta nisem ga imel dosti čas oblečen. Malo imaš kemel to danes. Ne, kakšne imate plane za danes? Za danes, jaz grem na 20 dneva. Greš, naš kolega ima rojstni dan, Ja. gremo na rojstni dan in tebe mogoče peljemo kaj pojest. Koga? Mene? Ja. Ma ne, une 3 za tabo, tebe, ženska edina si tle z nami, ja, tebe. Hvala lepa. Dobro, hvala, ki si prišla. Hvala, ki si prišla, hvala, Težko ker bo si priti na tle. obalo. Na Če bo Primorsko, sneg ne? vmes. A vidiš, no, torej sneg ni na Primorsko. Obala. Ok, ni zdaj bomo Primorska. pač mi zaključili ta podcast s tem, da vam bomo rekli. Hvala, ker ste tukaj, hvala, ker ste Comment. gledali, dejte like, share, subscribe, dejte poslati teti, stricu, bratrancu, vnuku, če ga že imate, če ste starejši gospod ali gospa. Hvala še enkrat, ker ste tle in se vidimo naslednji teden! Naš podcast, hvala ti, ki si prišla. Čau. Čau.